Presenečajo me tale dejstva. Poslušajte, 80 milijonov v Evropi po podatkih Globalnega evropskega združenja za alergije in astmo se sooča z alergijskimi obolenji. 30 milijonov se sooča z astmo. In v Sloveniji, če pogledamo podatke, vsak drugi do tretji Slovenec ima katero od alergij. In statistika na področju vseh teh alergij in astme in tako naprej ni okej. To pomeni, da je vedno več ljudi, ki se sooča s tem, in kar je najbolj grozljivo, da se vse več otrok sooča s tem. Vse več otrok ima torej alergije, takšne in drugačne. Ti podatki absolutno niso takšni, da bi rekli, to je pa nekaj, s čimer smo mi zadovoljni. Kaj se tukaj dogaja? Nekaj se dogaja, nekaj tukaj ne gre, nekaj tukaj ni okej, nekaj tukaj ni v redu. In veste, da te stvari me žulijo, dokler ne najdem ene rešitve. In rešitev v Sloveniji je absolutno ambulanta, kjer gospa Margareta Kokal deluje že 11 let in sicer z eno izjemno metodo, ki je edinstvena v Sloveniji, imenuje se pa laserska akupunktura. Zdaj, kako to deluje na alergije? Ali išče vzrok, ali zdravile simptome? Vse to boste izvedeli danes, kajti gospa je namreč tu v naši družbi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Se mi zdi, da ob taki statistiki ne moramo biti tih in ob taki statistiki ne moramo sedeti križem rok pa reči, to pač ljudje imajo to težave, ker to je vsak drugi do tretji Slovenec. To pomeni, da vi bi že lahko imeli, pa ta tretji človek verjetno že ima neko alergijo. Ja, res je. Kdaj ste ugotovili, da je to velik problem in kako ste začeli pravzaprav svojo pot z lasersko akupunkturo? Začela sem v bistvu izobraževanje v Nemčiji. Nato sem delala v večjem centru v Ljubljani. Sem s tem pridobivala vrsto izkušenj. Nato sem se odločila, da grem na svojo pot in sem dobila tudi znanje v tradicionalni kitajski medicini, tujni terapiji in pa prehranjevanju po kitajski medicini. S tem sem nekako metodo še izboljšala in pa sedaj imam v bistvu že 11-letno prakso in imam ogromno zdravljenih pacientov. V vaši 11-letni praksi, v tej dobi 11 let, število alergij narašča? Seveda. Strmo, ne? Strmo, ja. Kaj mislite, da je vzrok? Ker tradicionalna kitajska medicina in pravzaprav vse, kar delate, vi iščete vzrok, kaj ne da? Ja, najprej v bistvu seveda pri tem je potrebno iskati vzroke. Vzroki navadno so vedno v hrani. V hrani? Ja, v hrani. V bistvu nekako k meni pridejo pacienti najprej na pogovor in pa na testiranje. Testiranje izvajam preko puls diagnostike. Testiramo pač na vse in pa na podlagi testiranja točno določimo pacientu, koliko število pač terapij potrebnih. V času terapije pa seveda mu tudi povemo, čemu se je treba izogibati. Vedno nekako vzrok je res hrana. Je pa res, da seveda paciente zmeraj zanima, kdaj bojo zdravitve, tega nekako resnično ne vem povedati. Kajti pri nekaterih pacientih, to se pravi pri mlajših, so rezultati hitrejši, pri starejših so kasnejši. Je pa res, da po zaključeni terapiji pri nas v bistvu zdravljenje v telesu traja še 3 mesece. Aha, se pravi, razumem. Ima daljši učinek, da se stvari dejansko uravnovesijo kot take. Zdravniki bojda poznajo 20 000 različnih alergenov, se pravi 20 000 različnih stvari, na katere smo kar naenkrat ratali alergični. Ampak zakaj toliko alergij ni bilo recimo, ne vem, 20, 30, 40 let nazaj? Zakaj moji starši se niso soočali s temi težavami, kot so recimo z alergijami? Zdaj se pa pogovarjam s kolegicami, ki imajo otroke, vsak ima neko drugo alergijo. Ja, to je res. Nekako prvo kot prvo lahko rečemo, da je seveda tudi gensko pogojeno, Seveda je pa sedaj čas se precej spremenil. Spremenila se je hrana. V tem času
Se pravi, imamo ogromno konzervansov v prehrani, včasih tega ni bilo. In v bistvu tudi ta nemški zdravnik pravi, vsa ta sevanja, vsi ti računalniki, mobiteli, v bistvu uničujejo zemljo in ona nas kaznuje nazaj. Razumem. Ker nekje se to mora poznati potem takem, ne? Ampak kaj v telesu, recimo, rekli ste, da zdravite z lasersko akupunkturo, da zdravite dejansko vzroke. Kako zdaj najdete ta vzrok? Prvi korak je testiranje, ne? Potem pa se terapija začne. Kako to zgleda dejansko? Najprej pride pacient, se pravi, na ta testiranje. Ko izvajamo terapijo, je pacient v povezavi s snovmi preko elektromagnetnega valovanja. Jaz pa hkrati z laserjem stimuliram akupunkturne točke po ušesih in pa po glavi. Laser je pač nekako optimalno orodje za točke po ušesih in po glavi. In s točno določeno frekvenco in pa točno določenem vrstnem redu vzpostavljam v bistvu ta imunski sistem. Nekako pride do energetske izravnave in pa imunski sistem nekako ne prepozna več to snov kot tuje, ki ne odreagira več kot z alergijo. Se pravi, problem pri alergijah, vzrok je obramba našega imunskega sistema. Pretirani odziv imunskega sistema na neko snov, na tujek, se pravi, to je alergen. Alergen navadno je hrana, potem so pa seveda še zunanji dejavniki. S kakšnimi alergijami ljudje največkrat pridejo k vam? Ja, v bistvu alergij je ogromno. Najprej v bistvu najbolj pogoste alergije so nekako v tem trenutku alergije na koži. Naprimer atopični dermatitis, kontaktni dermatitis. V bistvu pri tem atopičnem dermatitisu je nekako koža zelo srbeča, vneta in pa tukaj v bistvu je vzrok in pršica in hrana. Potem so seveda še druge vrste alergij, kot so alergije na dihalih, to je pač, se pravi, alergijska astma, potem je seneni nahod. Nekako te znaki pri teh alergijah so pač kihanje, smrkanje, izcedek iz nosu, piskanje v pljučih, otežkočeno dihanje. Potem pa v bistvu zdravimo tudi vse ostale alergije, se pravi, alergije na insekte, na kovine, dlake, perje, pršice, tudi na plesni. V bistvu najpoglavitnejši vzrok je hrana. Hrana, alergija na hrano. Tukaj seveda lahko odreagirajo v bistvu na vso hrano. To je od vsakega posameznika seveda odvisno. Najpogostejši alergeni so mleko, jajca, žita, oreščki, sadje, zelenjava, v bistvu nekako resnično vsa hrana. Te težave se pa kažejo pač na prebavilih, se pravi napenjanje, bolečine v trebuhu, nekako tudi diareja, zaprtost. Vendar tukaj je zmer pri hrani nekako še težava s kožo. Se pravi, cel en tak koktejl se naredi in potem se te zadeve začnejo postavljati v ravnovesje. Govorili ste o tem, zdravimo to, pa to, pa to. Kaj pa pozdravimo? Se pravi, se lahko to tudi pozdravi? Seveda, vendar, ko se zaključi pač ta terapija, je še, se pravi, doba zdravljenja v organizmu. In pacienti se nekako, ko se zaključi terapija, morajo izogibati hrani vsaj še mesec pa pol do 2. In potem nekako imamo tudi po 3 mesecih brezplačno kontrolni pregled, na katerem navadno so pacienti že nekako brez težav. So že brez težav. In potem lahko nekako, tudi to ne pomeni, da oni morajo biti sedaj na dieti, do konca življenja. Lahko seveda začnejo normalno se prehranjevati, vendar nek zdravi življenjski slog seveda je priporočljiv, da ker ta terapija je lahko nekako do konca življenja. Jaz lahko samo rečem, da izkušnja imam 10 let in lahko drži tudi 10 let. Ali več. Zanimivo. Spoštovani gledalci in gledalke, danes govorimo o zelo pomembni zadevi, o alergijah in o astmah. Vsak drugi do tretji Slovenec jo ima, eno izmed njih, veliko jih je,
1000 različnih alergenov dejansko so ugotovili in danes v naši družbi Margareta Kokal, ki ima edinstveno terapijo na tem področju v Sloveniji in sicer laserska akupunktura. Jaz imam pa enega prijatelja, ki je alergičen na neko tkanino, nekaj takšnega, ne? Ampak se mi zdi, da se je on kar sprijazno, ne? V tem smislu, da vidim, da rata smrkav, solzen, da pljuča, nikoli imam občutek, ne, da se mu neka sluz zadržuje in tako naprej. Ampak on se je kar odločil, pač tako je, tablete, ja, ne vem, če bi jih jedel. Je prav, da zdravimo te zadeve, da jih ne ignoriramo. Seveda je prav, da zdravimo alergije. Velikokrat pridejo tudi lahko neke alergijske astme. Naprimer, pri otrocih se alergije stopnjujejo in so nekako vedno hujše in lahko tudi v bistvu ogrožajo življenja od njih. Je pa res, da nekako moramo vedeti, da iz alergij nekako lahko pride do avtoimunih obolenj, kot so luskavica, potem nekako tudi rak, mogoče malo tako, ampak resnično lahko pride in do celiakije in vsega tega, tudi do Crohnovih bolezni. Tako da tukaj je zelo, zelo pomembno, da odpravljamo alergije in s tem si nekako resnično olajšamo življenje. To, kar upravljate, je vsekakor edinstveno v Sloveniji in vaš pristop je edinstven. Imamo tudi nekaj fotografij in zdaj, če pogledamo recimo vse te fotografije, ki jih imamo pripravljene iz vaše ambulante v Ljubljani, v Šiški imate tole, ki izvajate. Zdaj, človek bi postavil prvo vprašanje, tisto, ki je za človeka tako zelo normalno, da ga postavlja, in sicer, a to boli? Ne, ta laserska terapija je povsem neboleča, neinvazivna, mogoče se pač začuti mogoče na določenih točkah neka toplota, drugače popolnoma neinvazivna. Lahko se dela pri dojenčkih, najmlajši je bil tudi 5 tednov, pri nosečnicah, pri v bistvu tudi starostnikih. Je pa res, da so nekako rezultati tudi odvisni od tega, koliko je pacient star, se pravi, kako hitro so rezultati, hočem povedati, koliko je pacient star in kako pogosto se odloča za terapije. Dejansko že dojenčki in otroci imajo 1001 zadevo in jaz poznam eno mamico, ja pa ni, da nikaj ni poskusila, kire kreme, pa zanjo so mešali, pa vse te zadeve, ampak tukaj recimo, če govorimo o nekem dermatitisu, se pravi, da je neka alergija na koži, moramo iti globje, kakor da samo za kožo skrbimo, ne? Seveda, zmeraj moramo pogledati v bistvu vzrok. Tukaj oni zdravijo samo neke posledice, mi pa odpravljamo vzroke. In vzrok nekako resnično pri teh majhnih dojenčkih je zmer neka samo osnovna prehrana. Terapiramo tudi materino mleko in pa neka osnovna prehrana, kot so mleko, jajca in pa žita. Pa bi potem takem vse, kar ste v svoji 11-letni praksi doživeli, rekli, da bi bil svet veliko bolj prost vseh alergij, če bi enostavno vsak človek iz svoje prehrane črtal jajca pa mleko? Ja, sigurno bi bilo zadeva olajšana, to je res. Je pa res, da pač moramo vedeti, da določena živila kot mleko tudi niso najbolj zdrava, kot bela moka. In če bi to črtali, mislim, da bi bilo dosti slabše življenje. Pa glede na vaše 11-letne izkušnje, rekli ste, da je hrana tolikokrat problem in ravno mleko in jajca, a ne bi bilo boljše, da pač črtamo to iz jedilnika ne samo za nekaj mesecev, ampak za celo življenje? Sej alternativ danes je veliko. Ja, to je res. Sigurno bi se zadeve pri alergijah sigurno dosti izboljšale, če bi pač izločili vse to. Je pa res, da nekako v terapiji jaz jim dam tudi navodila za zamenjavo tega. Se pravi, namesto kravjega mleka uživajo rastlinsko mleko. Namesto belega sladkorja, če je pač potreba, agavin sirup. Stalno so neka nadomestila. Tako da res bi bilo seveda bolje, da bi ljudje črtali to iz jedilnika. Se pravi, ljudje, ki pridejo k vam z nekimi alergijami, ne samo, da so deležni laserske akupunkture, ampak jim date tudi smernice za prehranjevanje naprej. Seveda. Najprej dobijo se v času terapije, nekako se je resnično potrebno kar nekako resnično izogibati tem alergenom, ki jim rečemo. Vendar potem, ko zaključijo terapije, seveda večina jih želi nekako priti na neko normalno prehrano. Jim pa povem, da nekako seveda bi bilo dosti boljše, da bi uživali bolj zdravo prehrano in s tem
bi tudi skrbeli za svoje zdravje, a ne. Bilo bi lažje, ne? Da bi sicer te stvari kar črtali. Seveda bi bilo lažje, ne. V naši oddaji smo govorili tudi o tem, da pravzaprav danes ljudje, ki grejo kupovati posteljnine, pa rjuhe, pa zavese in tako naprej, nič ne gledajo, iz česa je to narejen. Ogromno neke sintetike in sintetičnih materialov nasploh, pa potem še pršice zraven. Recimo primer naše vizažistke, za rojstni dan je dobila vzglavnik protialergenski in je naslednji dan dobila alergije. In govorili smo o tem, kako je dejansko vse te stvari, tkanine, tudi oblačila, da jih kopajo v nekih pesticidih oziroma takih in drugačnih stvari in da tudi zaradi tega dobimo ogromno alergij takih in drugačnih. Zdravite tudi takšne stvari, ker imajo ljudje težave z pršicami in s tkaninami in s temi stvarmi. Seveda tudi to zdravimo, ja. Nekako moramo zmeraj vedeti, da nekdo, ki odreagira, ne vem, na pršico, definitivno bo prej tudi odreagiral na hrano. In mi nekako zdravimo to v celoti, a ne. Zdravimo vedno hrano in potem še te dodatne stvari, a ne, kot so na primer pršica. Je pa res, da pač nekako jim tudi priporočamo, kakšno mora biti okolje, v katerem bivajo, a ne. Naj redno čistijo, se pravi z nekimi vodnimi sesalci, preoblačijo postelje, naj ne bo nekih preprog, a ne, naj nimajo zaves, če se le da, a ne. Ker nekako moramo vedeti, da povsod se te pršice zadržujejo. Tudi oblazinjeno pohištvo naj bo nekako iz umetnega usnja ali usnja in pa prostor, v katerem bivajo, naj nima več kot 20 stopinj Celzija. In pa zelo pomembno je po zimi, da nekako čistimo zrak v prostoru, ker tudi vemo, da je v zimskem času velikokrat zelo onesnažen zrak. Takrat ne smemo v bistvu prezračevati hišo, a ne. Takrat je zelo smiselno, da nekako nekimi ionizatorji, z nekimi vodnimi sistemi čistimo tudi zrak, a ne. Se pravi, nekdo, če reče, jaz imam pa alergijo na pršice, to ni neka stvar, ki bi jo moral jemati, to pa zdaj drži za pribito, celo življenje bo tako in pika, ampak to pomeni, nekaj moram narediti na tem. Ja, seveda. Jaz se moram pozdraviti. Najprej v bistvu mi nekako, a veste, povemo, temu dajte, naredite tako, a ne v vašem prostoru, v vašem okolju, vendar mi tudi terapiramo pršico, a ne, ker pacienti morajo nekako iz svojega okolja, na primer, prinesti pršico, in pa če imajo živali tudi dlake, a ne, ker terapiramo tudi na njihove, tiste, ki so v njihovem prostoru, v njihovem okolju, a ne. Koliko terapij pa je potrebnih, da vidimo izboljšanje tako v vsakodnevnem življenju, da lahko rečeš, wow, lej, tole pa kar v redu, zdaj pa nimam več težav. Ja, res, pri nas je pač potrebno nekako, poprečno je od 6 do 8 terapij, a ne. Vendar, kot sem že tudi omenila, se pravi, traja zdravljenje še 3 mesece po zaključeni terapiji. Pri nekaterih pacientih se lahko terapije, pač izboljšave, kažejo med terapijami. Vendar to je odvisno od starosti pacienta in pa od števila terapij, ki so pač potrebne, kako jih izvajajo, kako aktivno jih izvajamo, ne. Nekako največ rezultatov pa je, ko se zaključi terapija, nekako mesec pa pol do 2, mi sami pacienti povejo, ko pridejo nazaj, a ne na kontrolo, da takrat je pa prišlo nekako do popolnih izboljšanj. Se pravi, imate tudi primere ljudi, ki so imeli alergije na določene zadeve in zdaj živijo povsem prosti vseh alergij in težav. Sigurno, tega imamo ogromno. Wow. Se mi zdi, da je to tisto, kar je pomembno, da ne rečemo, imam alergijo, pika, ampak imam alergijo. Wow, kaj bom naredil? Na kakšen način? In to je tisto, kar je nad vse pomembno, ne? Ja, res je. Najlepša hvala za vse te informacije, ki ste jih posredovali in hvala, ker ste. Zakaj hvala? Ker je tale gospa, ki v Sloveniji izvaja edinstveno terapijo, lasersko akupunkturo in sicer pri tako perečih težavah, kot je ravno alergija. In morate vedeti, statistike kažejo, vsak drugi do tretji Slovenec že ima katero od alergij. Kakor ste slišali, zdaj če ponovimo, ne samo mazati za takimi in drugačnimi žavbami, vzrok za te alergije je treba poiskati in
odločite se tudi sami za vzročno zadevo in ne kar pustiti na mir tole vašo diagnozo, ki ste jo morda dobili, nekaj je treba narediti. Akcija, reakcija in začnite pri prehrani. Še kakšna informacija na 3x2 klepet@kavi.si, vedno pa so vam na voljo tudi naše svetovalke, kot veste, na 02 6200 230. Poskrbite zase, pa imejte se radi. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer 3x2 klepet@kavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.